8:08 je petek, je dobro jutro. Pozdravljamo vse, ki nas ta trenutek gledate na naši Facebook strani. Jana, Lara, Miha, Denis in Dino je tukaj v studiu. V dresu Deželaka Junaka. Lahko ugibamo, kaj bo tema današnjega kviza? Absolutno lahko. Jaz sem šel čez akcije Deželak Junak. Utrinke smo zbrali, letos je deveto leto. In malo boste ugibali, no? Kakšne situacije, kaj se je kaj zgodilo. Imamo 5 enih zanimivih situacij. Miha, jaz mislim, da boš ti vse vedel, ampak kakšne spomine se zelo moje tudi potlač. Dame in gospodje, sledi petkov pub quiz. Odgovori so nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno. A to gledost? Tako, a sva tako zmenjena. Z vami je vaš kviz mojster Dino Kapetanovič. Dobrodošli v še en petkov pub quiz, nikoli pristranski, razen mogoče danes jaz sem gor od Deželaka Junaka. Sredo se začne Deželak Junak, hvala. Nisem si ga mogel bolj zapeti, ne gre. Pokvarjena zadrga je. Danes sem zbral 5 situacij iz preteklih Deželakov Junakov in vi boste mogli ugibati, kaj se je kaj zgodilo. Različne stvari, kaj so bile kazni, kaj si ti iskal na poti, vse to. In različne vprašanje so, no? A ste redi? Super, da nimaš 5 istih vprašanj, ampak okej. 5 različnih smo danes naredili. Lepo, da. Gremo kar na prvo izjavo. Klele je Kuj Gargamel. Prva izjava je Kuj Gargamel. Jaz se ne vidim v taki vlogi, res. Pol te bo eno res trčenci. Pol te bo eno ujel. Ja, me bo ujel. Kaj pa, če me ne bo ujel? Kaj pa, če ne vem? Klej, me zaupanje. Deželak je tukaj bil pred kaznijo, da mora skočiti brez padala iz letala in da ga en ujame na poti dol, da ga pripne in da potem skupaj v tandemu pristaneta. To je bila kazen za Deželaka Junaka. Okay. Ja, jaz se strinjam z Denisom. Ja, s tem. Seveda. Kaj da je bil Denis tam? Absolutno imate vsi prav. Ja, je povedal. In vsi ste se strinjali in Deželak dobi 10 točk. Ker se prvi Ker se najbolj strinjal. Odlično si se strinjal. Pa prvi. Jaz nisem še slišal tazga strinjanja. Zdaj gremo pa naprej, pustili bomo malo Gargamela zadnji, zdaj pa gremo na eno stvar, ki Deželak pove nekaj o akciji. Kje so bili? Aha. Ja, ena zanimiva izjava. Mogu sem najprej psihološki test rešiti, da pač preverijo, če sem primeren za to ustanovo. Vojašnica. Na Primorskem. Ne, v Pivki ni bil Vipava. nikoli. Vipava, ja. V Pivki. Vipava vojašnica. Ja. Pa kaj je bilo to, ker si imel kazano? Ne, tam smo prespali, pač družili smo se z vojsko, ene par izzivov sem imel, zjutraj smo laufali, točno se spomnim. Okay. Poslo sem mogel pospraviti. Prvič v življenju. Ja, in v bistvu ni Igratinovic sem obljubil, da ti bom dal 40 točk za to, ker si poslo pospravil. In tudi odgovor je pravilen. Ja, cela ekipa je spala v vojašnici. Ja, in samo ti si mogel narediti psihološke teste. Ja. Zanimivo. Pa sam 40 točk mu boš dal. Ne, 40. Se imam že na 10 podlagi, Ja. imam že 50. Imaš že 50. Gremo naprej. In zdaj smo pa spet pri Gargamelu. Ne, no. Ojoj. Da mi lahko poveste, kaj je Deželak naredil, da je vse uničil? V bistvu niti ni bil toliko Deželak kriv. A ne, to vam jaz ne verjamem. Deželak je. Ja, a dober, malo je bil Deželak kriv. Kaj je pa? On ti razbojnik. Kaj si pa uničil? Kaj si pa uničil? Ali pa kaj Gargi mislil, da si uničil? Pa tudi tega človeka se ne spomnim. On je Gargi pa klical nekoga, ki ti je pomagal nekaj narediti. Pa tudi Denis ti je takrat pomagal, resnici, ki je prišel s prijatelji. Da mi lahko poveste, kaj je Deželak naredil, da je vse uničil? V bistvu niti ni bil toliko Deželak kriv. A ne, to vam jaz ne verjamem. Deželak je. Ja, a dober, malo je bil Deželak kriv. A je rikša šla? Pa so jo mogli Smo pelati popravljali na pol, ja. popravilo mogoče. A je Denis takrat? Ja, ti je pomagal nekaj, a ne? No se on vedno pomaga, samo zdaj ne vem situacije, se ne spomnim točno.
Bila je Rikša. Bravo, Jana. Bila je Rikša in Jana je dobila 170 točk, Kako se to dela? ki smo jih vzeli nje 100 in tebi damo 100 njenih, tako da Jana ima 70, ti imaš pa 150. Pa Lari damo isto 50, pa imamo še... Mateni so 200, kaj pomaga, čeprav se ne spomne. Mogoče bomo videli. Gremo naprej. Gremo naprej. A lahko nekje na poti meni nekdo prinese en tak mene tako rit boli. Zadnjih 15 km me je začela boleti. Polštrček. Prvi sem rekel. Polšter. In pol ga je Ivjana Banič res prinesla v Velenju. Denis, imaš ti kaj še da? Jaz mislim, da je bil to spletni Gargamelov izziv, ki ga je deželak opravil. Iskaš besedo polštrček, tako da deželak dobi 2000 pik, Denis pa dobi tudi 10, ker ta je bila tudi dobra. Bravo, Denis, bravo. Dobi 10 in še zadnja izjava. Še zadnja. Še zadnja. Čaki, prišel si iz deželaka junaka domov s svojim kovčkom, žena je razpakirala s kovček, najdla je. Kaj pa je Lisice. žena najdla, ne? V kovčku, kaj je najdla? Ja, nekaj je enkrat najdla, ko si prišel, dam je razpakirala in najdla nekaj. Čaki, prišel si iz deželaka junaka domov s svojim kovčkom, žena je razpakirala s kovček, najdla je. Nekaj ženskega. Nekaj ženskega. Nogavice, kaj je? Nogavice? Modrc. Čipkaste hlačke. Majco kakšno. Najdla je ženske hlačke. Ja. In ti si takrat povedal, da so bile čiste v resnici, ker si jih povohal. Ampak si rekel, da ni bilo panike, da si jih takoj dal, ker so bile te premajhne, če ne bi jih ti nosil, ampak si jih dal mojci za nositi in ni bilo nobenega družinskega prepira. A to so bile te odbojkarske, ki dobim darila od raznih. To je bila zgodba, ki si jo povedal, ne vemo pa, kaj so bile. Ja, seveda. Ampak za zadnjo si še vedno dobil 2 milijona 500 tisoč milijard točk. Zato, ker jih boš rabo na poti v sredo, ko se začne 9. deželak junak. Jaz imam... Pa dres imaš že gor, tako da si lepo vabljen na teren tudi, da vidiš to. Absolutno, čestitke za zmago, ampak zmagali bomo čez 13 dni, vsi skupaj. 15 dni, ne vem, koliko se šteje. Cela Slovenija, vsi bomo zmagali. Vsi bomo zmagali in jaz bom tle, jaz te bom podpiral. Mislim, se priješ tudi... Jaz sem si obljubil, da nam je okaj vse in nisem, ampak bom V definitivno... nedeljo goni s tabo na strmo reber. Ne, To je ta power, imaš ti to. To je najbolj pošten prijatelj, ki ti prije pomagati. Je Radio 1.